Prijazen dober večer želim, poseben večer, ker je prvi v letu 2021. In o čem naj bi govorili, če ne o tem, kar je za to leto in vsa naslednja temeljno in bistveno. O tem, kako živeti in kako preživeti. Afričani že stoletja in stoletja gojijo modrost, ki ji rečejo ubuntu. To pomeni povezanost med vsemi, skrb drug za drugega in nekaj, brez česar človeštvo ne bo preživelo. Zato je seveda knjiga Ubuntu nocoj z nami, čudovita knjiga, ki jo je napisala Mungin Gomane, morda za nas bolj znana kot vnukinja Nobelovega nagrajenca za mir Desmonda Tutuja, tako da knjiga, ki ima v sebi veliko modrosti življenja, ljubezni in barv, tako da veselimo se. Z menoj sta dve osebi, posebej izbrani za ta večer. Blaž Peršin, lep dober večer in hvala, da si tukaj, je direktor Mestnega muzeja in vseh galerij, ki jih premore mesto Ljubljana. Ladeja Godina Košir je ustanoviteljica in direktorica platforme Circle Change, torej je skrbnica krožnega gospodarstva v svetu, ki je tudi eden od pomembnih elementov našega preživetja. Tudi tebi dober večer. Dober večer. Je pa z mano v najbližjem sorodstvu, ampak to naj vas ne moti, ker je tudi knjiga Ubuntu napisana v bistvu družinsko. Dedek piše vnukinji spremno besedo, ona se zahvaljuje mami, jaz se zahvaljujem tebi, Ladeja, da si prišla. Skratka, mi smo vsi povezani in prepleteni. In rada bi povedala na začetku tega leta, da mi sedimo v enem posebnem mestu. Mesto Ljubljana je zeleno mesto, ena od najbolj prepoznavnih zelenih prestolnic Evrope, ki tudi goji vizijo krožnega gospodarstva, in mesto Ljubljana je UNESCOvo mesto literature, kar bi lahko nasplošno rekli mesto umetnosti. Torej, lahko smo srečni, da živimo v tem prelepem mestu. Bom kar začela žensko, ker se tako spodobi. Ladeja, ko si ti brala Ubuntu, kaj je bilo tisto, kar je tebe najbolj nagovorilo? Ja, hvala za vabilo in sem res vesela, da sem v taki Ubuntu družbi, ker mi smo vsi povezani na različne načine, ker se bo skozi ta pogovor tudi če zagotovo razkrilo. Kar se knjige tiče Ubuntu, je nisem samo brala, ampak sem jo dobesedno doživljala. Najprej, ko sem jo podarila, sem rekla, v teh časih, ki so precej sivi, nekaj tako živo pisanega. Ta knjiga je namreč zelo lepo oblikovana, ne vem, koliko se to da pokazati, ampak med strani so v pisanih barvah, s citati, mislim, vizualno te nagovori. Tako da to se mi je zdelo že nekaj, ker sem zelo vizualen človek, pomembnega, da ena knjiga odpre tudi druga čutila, ne samo intelekt in srce, ampak tudi ta estetski vidik. Kar se tiče samega sporočila, je pa spet ta povezanost z Ubuntujem. Tukaj moram omeniti tudi mojo dobro prijateljico Sonjo Klopčič, ki je napisala knjigo A-E-I-O-U voditeljstva in ta U v A-E-I-O-U govori o Ubuntu, o povezanosti. In že v pogovorih z njo smo se pogovarjali ravno o tem, kako ključno je, da razumemo, kaj ena skupnost predstavlja, kaj skozi ta sodelovanja, povezovanja dejansko lahko zaživi, kar ne more, če si sam. In kar me je pri tej knjigi, bom rekla, kar mi je bilo všeč, je tudi njen zelo, jaz sem tudi tak pragmatik, ta vidik teh poglavij, kako so razdeljena, in sem se hecala, to sem tudi rekla, da za vsakega voditelja, in v tem trenutku zelo aktualno tudi za slovensko vlado, je vredno prebrati vsaj teh, koliko jih imamo, 14 naukov, ker zelo lepo govorijo o tem, kako neko skupnost voditi, posebej v tako težkih časih. Tako da, kar bi podala kot priporočilo in kot nagovor voditeljem in vsem ostalim,
je zazreti se v ta vodila, jih premisliti in pogledati, kako jih lahko vsak od nas čim bolj živi. Torej, knjigo Ubuntu v parlament, v vlado, V šole, v družine. v družine in v tvoj objem, Blaž Pršin. Ti si jo seveda prebral. Kaj pa je tebe nagovorilo še prav posebej? Ja, v bistvu mi je bilo zelo zanimivo, pač jasno v tem, kar je že Ledeja govorila, obenem pa ta v bistvu privrženost ideji upanja. Ne samo optimizma, optimizem je zelo pomembna stvar, ampak upanje pa nekaj več. Upanje pa tisto, kar nam daje v bistvu tudi moč, notranjo moč, da lahko preživimo, da v težkih časih, ki nas zdaj obdajajo, ali pa o bolezni, o raznih primerih, ko nekako usihamo, ko nimamo več tega upanja, je upanje tisto, ki nam daje nekaj več. In v bistvu tudi včasih, ko vidimo, da je med nami verjeten tudi zaradi političnih okoliščin, pa zaradi te pandemije, ogromno nekega sovraštva, nastrojenosti eden nasproti drugem je zelo pomembna stvar tudi sočutje. In ta sočutje je v bistvu razumevanje nekoga drugega, kako ga vidimo, kako se k njemu približamo, kako gledamo na stvari, ki so okoli nas. Je sočutje ena pomembna veja, na kateri moramo sedeti, jo negovati in jo ne rezati. In zaradi tega se mi zdi ta knjiga tako pomembna, je v bistvu zelo preprosta na nek način, zelo poljudno napisana, ampak ima pa ene zelo pomembne poudarke, bom rekel, pa seveda tudi izhodišča, iz katerih je sama nastala, da nam krepi duha in nekako daje tisto upanje, ki ga bomo v prihodnosti verjetno zelo, zelo veliko potrebovali. Ja, hvala lepa, Blaž, ker ni naključij, to v naših večerih vedno znova poudarjamo. Imam jaz en listek, ki ga imam vloženega prav pri poglavju Negujte upanje v svojem življenju. En kratek citat. V najtežjih časih je upanje pogosto edino, kar nam še preostane in lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. In da je to rekel tudi Nelson Mandela, ki je bil 27 let zaprt, to veliko pomeni. Ja, v bistvu to veliko pomeni zaradi tega, ker se je skozi to neko kontemplacijo svojega časa pa premišljevanje o tem, kaj je v tem zaporu preživel, zelo veliko naučil. Najbolj zanimiv mogoče segment preživljanja njegovega časa v zaporu je ta, da se je on spoprijateljil s svojim paznikom. Ta paznik je živel, to je bil en mlajši fant, takrat, ko je začel z njim živeti, tako rekoč, v tem zaporu, in se mu je Mandela tako približal, da sta potem, ko je Mandela postal predsednik Južnoafriške republike, sta postala velika prijatelja in ga je zmeraj vabil, tudi takrat, ko je dobil Nobelovo nagrado, na svoj sprejem in v bistvu na ta način dejansko pokazal, kako Ubuntu učinkuje in kako bi mogli gledati na stvari, ki so okoli nas, posebej pa na tiste, za katere v prvem momentu mislimo, da so naši sovražniki. Zate pa seveda, ker si govorila o vodenju, jaz sem si prepisala te pregovore afriške, ki so tako lepo objavljeni na teh čudovitih pisanih straneh. In tak, o čemer si ti govorila o vodenju, gre takole. Tisti, ki misli, da vodi, čeprav mu nihče ne sledi, je zgolj na sprehodu. Ja, tega sem si jaz tudi izpisala ravno zato, ker se mi zdi tako pomembno razumeti to, kaj to voditeljstvo je, ker to, o tem govorimo. In v tej knjigi se tudi vidi in je izpostavljeno, da ne gre za te titule, ne, kaj si ti, kdo si ti poimenovan, ampak tvoje vedenje, tvoj način delovanja. Ljudje sledimo tistemu, ki mu zaupamo, sledimo tistemu, ki deli naše vrednote, s katerim imamo skupno vizijo. Ne. In kar lepo govoriti o voditeljstvu je tudi ta celovit pogled na situacijo. Mi se toliko radi zapodimo v drevo, ne, ali pa v eno stvar in pozabimo na cel gozd. In zdaj v tej situaciji, ne, se mi zdi prav, da govorimo o tem covidu tudi in o tej naši realnosti, ne, je toliko bolj pomembno, da vemo, da je to en del našega življenja, en del
te naše realnosti. A ne? In je še vse drugo tukaj. Ne? In ko naslavljamo vprašanja, izzive, eno je bolezen, drugo je pa tudi knjiga lepo govori o tem, kako je osamljenost težava. Ne? Da mislim, da za 26% ljudi več umre zaradi osamljenosti, kot zaradi tega, da ne bi imeli prave podpore, ne vem, ali zdravil ali česakoli. Mi pa zdaj zelo smo veliko sami v svojih mehurčkih in številni tudi osamljeni. Tako da zdaj, če bi rekla, zakaj je meni ta knjiga, se nekaj tako kot en tak priročnik ali pa vodnik za te čase, res, da te opolnomoči. Tudi zaradi tega, ne, da rečeš, kako pa se naj zdaj dvignem nad ta dotični problem, ki ga obdelujem in vidim celo sliko. Kako sisteme gledati, ne? Ta sistemski pristop je meni tudi zelo blizu in ja, eno je zdravstven sistem, kaj je z njim, drugo je šolski sistem, kaj se dogaja na tem področju, ne? Tretje, zdaj celo gospodarstvo, kako to uravnati. In zdaj smo v enem času, ki ga jaz razumem, kot da so te sistemi nekako razpadli in imamo edinstveno priložnost, da jih zgradimo na novo, tako da ne bojo oni gospodovali nam, ampak da bomo vsi skupaj v tem Ubuntu duhu zgradili eno družbo in eno ekonomijo, v kateri bomo lahko živeli ustvarjalno in izpolnjujoče življenje. In ta knjiga daje, ne, to, kar je Blaž rekel, sem si tudi izpisala tukaj, ne, ta pogled na to upanje. Ne, en optimizem, bodimo vsi fajn, saj ni nobenega problema. Ne. In tudi govori o tem, da kot skupnost, zakaj se potrebujemo, zato ker smo ranljivi. Ne rabim jaz nekoga zato, ker sem močna in vse zmorem sama. Ne. Ravno zaradi te moje ranljivosti in slehernika od nas rabimo drug drugega, da se v njemu zremo, da nas podpre v tem, kar se nam zdi mogoče nerešljivo. Ne. Tako da, če kdaj, ne, zdaj se potopiti vase in najti, tako Blaž je tako lepo vse povedal, da nima skoraj kaj dodati, ne. Ampak znotraj sebe vse to, ta Ubuntu v nas stanuje. In zato, kdaj, ko mi rečemo razviti svet, ne, pa plemena, pa nerazviti, to je čisto narobno poimenovanje. Ne. Kje je doma ta notranji mir? Kje stanuje še ta sposobnost stika z tem bistvenim? Tukaj. Ne. In zdaj to najti in se pravim, kot posameznik se v to prebuditi in kot družba, mislim, da res je ta trenutek, kolikorkoli je grozen in težek v marsičem, je edinstven, da bi to lahko naredili in se v to prebudili. Kaj ti možno je? Jaz sem posebej vesela, Blaž, tebe zato, ker se mi zdi, da je kultura v tem težkem času odrinjena. In kot da ni pomembna, kot da umetnost ni pomembna. Stojan Batič, v katerega ateljeju sedimo, se ne boš v grobu obrača, ker v njegovih časih smo spoštovali umetnost, umetnike in je bila kultura prva vrednota. In Ubuntu zelo uči to dejstvo, da kako pomembna je umetnost, kultura, lepota, saj to nas budi, hrani in povezuje. Res je. Zdaj umetnost pa kultura, ne, sta res v zelo nezavidljivem položaju. Politika v bistvu ima do njih kar že nekaj časa, posebej po zadnjem obdobju, zelo mačehovski odnos. Misli, da je pač umetnost tista stvar, ki jo negujejo zajedavci, tisti, ki so odveč v naši družbi, ne prispevajo nič k bruto družbenemu proizvodu in tako naprej. Lahko bi veliko razglabljali tudi o tem, da to sploh ni res, dejansko faktično, ampak mentalno, ne, je kultura pa umetnost neka refleksija na čas, prostor, v katerem mi danes živimo. In to je bilo zmer tako. Od časa starih Grkov in Rimljanov pa do renesanse, pa preko srednjeveških piscev, trubadurov, pisarjev do današnjih dni. Še posebej pa v bistvu v tem času, ko smo v bistvu zelo nekako izolirani, ko ne iščemo, ne najdemo nobene stične točke, ne moremo se ničesar oprijeti. Človek rabi neke korenine, nekaj, za kar bo nek duhovni modus operandi, če lahko tako rečem. In umetnost in kultura je prav to, da nam daje v bistvu refleksijo o tem, kako živimo, kako delamo in v bistvu tudi nek napotek, kaj delamo narobe in v bistvu česa bi se mogli bolj zavedati. In v bistvu Ubuntu prav tukaj kritizira mogoče tudi te sodobne medije, digitalne strukture in v bistvu nekako nakazuje pot po tem, da moramo komunicirati z očmi
in tako naprej. S tem Zotik. ne zavrača pač normalno, da ne novih digitalnih struktur pa novih tehnoloških pridobitev, ampak jim more slediti neka humana konotacija. Ne. Se pravi, zakaj, na kakšen način komuniciramo, kaj hočemo drugemu sporočati in na kakšen način smo lahko seveda tudi kritični, a ne. Zakaj pa ne? Ne more biti vse v redu pa lepo pa prav, ne more biti tudi nekaj tistega, da nekomu z nekim pravim namenom, z neko konstruktivno kritiko nekaj povemo in v bistvu s tem olajšamo življenje, ne samo njemu, ampak tudi sebi. Ja, zato gre, da smo vsi povezani ne po titulah, ne po veri politiki, ampak po svoji človečnosti. To je temeljno sporočilo in zato naj negujemo to človečnost. V človečnost naj se zbujamo, a ne? In nas uči Ubuntu filozofija. Predlagam, da gremo kar po teh poglavjih, po teh modrostih, zaradi vas, drage gledalke in gledalci, da boste prepotovali z nami to čudovito knjigo, ki je po moje, Ubuntu ni beseda leta, te prijateljice Sonja in to so razglasile letošnjo leto za Ubuntu leto in Afričanke in tako, ampak po moje je Ubuntu beseda stoletja najmanj. Torej, uvod govori o tem, da je temeljno sporočilo Ubuntu, jaz sem zato, ker si ti, ker ste vi, zato sem tudi jaz. Nihče ne more sam. Niti se ne naredimo, niti se ne rodimo, niti skratka, jaz sem, ker si ti, ker smo mi in ker smo mi, sem tudi jaz. Prvi nauk je, to je zelo v nasprotju s kakšnimi New Age delavnicami, kjer moraš gledati sebe v gledalo in si govoriti, sem čudovita, sem najlepša, sem sposobna in tako naprej. Tukaj pa govori, da se ozrimo raje v oči drugih ljudi, ker v očeh drugih marsikaj piše o nas samih. In če se te oči povežejo in se pozdravijo, vidim te, zares te vidim, takrat tudi lahko steče ta ljubezen, sočutje, kar si govoril. Potem drugi nauk, v slogi je moč. Ne? Ti me pa ustavlja, da če bi rada kaj pridodala. Pojdi do koder želiš. Recimo, da gremo, v slogi je moč. Ker eden od čudovitih afriških pregovorov pravi, skupaj stojimo, ločeni pa pademo. Ne? In tega se mi ne zavedamo. In se mi zdi, da je krožno gospodarstvo, ta koncept gradi ravno na tem, da naj se vsi povezujemo in naj bomo skupaj, ker če ne bomo vsi popadali. Ne samo ljudje, drevesa, živali, vse živo. Prosim, če malo komentiraš. Ja, najprej bom še komentirala naslov v originalni te knjige, ker mi je zelo všeč, ne? Living Better Together. Gre za to, kako skupaj boljše živeti. In tudi, kadar jaz govorim o krožnem gospodarstvu in rečejo, joj, kaj pa je definicija tega, ne, rečem kakovostno sobivanje. Kaj nas pa do tja vodi? Nas pa vodi malo drugačno ravnanje in drugačno gospodarjenje, kot ga imamo zdaj. A ne? Ampak to bolje živeti, se pravi, ne gre za neko, tako po slovensko, ne, žrtvovanje, odrekanje, grozote. Ne, kaj lahko naredimo, da nam bo skupaj bolje? In to se mi zdi najbolj pomembno tudi v tem času. Dajmo gledati, kako nam bo dobro, ne kako bomo manj trpeli, lahko nam je dobro. Ne? In kar je še tle, to velikokrat tudi v naših teh globalnih krožnih krogih uporabljamo, ravno ta afriški pregovor, ki je tukaj v knjigi tudi, ne? Če želiš iti hitro, pojdi sam. Če želiš iti daleč, pojdi v skupini. Ker v tem zahodnem svetu in s to storilnostjo, ne, samo hitro, čim prej, učinkovito, na račun drugega, preko trupel, ne, to nas ne pripelje daleč, nas je pripeljalo sem, kjer smo. In če zdaj želimo od tukaj še kam priti, lahko pridemo samo skupaj.
In ko delujemo zdaj v tej, da rečem, tem našem balončku pač teh voditeljev ali pa nosilcev sprememb po svetu, zdaj ta tudi Evropski zeleni dogovor aktualen, ne, in mislim, da zdaj sleherni razume, da je tukaj trenutek, ko se gospodarstvo preobraža dejansko v nekaj bolj trajnostnega zelenega, s tem pa tudi seveda družba in mi kot posamezniki smo del te družbe. In zdaj kako stopiti skupaj in prepoznati, kaj že imamo. To se mi zdi tudi recimo nekaj, kar znajo Afričani boljš kot znamo mi. Videti, kaj že nekdo ima, to opolnomočiti. Ne, zdaj sem jaz prišla in zdaj bom jaz povedala, kako. Ne. In ta knjiga o tem govori, in to, kar je Blaž prej rekel, ne, slišati sploh drugega, videti drugega, imeti to sočutnost, empatijo do tega, ne, in iz tega naprej graditi. Tako da v tem delu te složnosti in skupnosti mislim, da je to glavno sporočilo, tudi ozavestiti pomembnost in vlogo vsakega posameznika. Da tudi tukaj ni pomembno, mislim, ni teh razlika, ne, jaz pa znam samo, ne vem, popravljati avtomobile. Ja, odlično, ne, ja, ta je pa kustos v muzeju, perfektno, ta je pa odličen zdravnik, ne, vsi se potrebujemo. Tako da pogledati, kaj vse imamo, kaj že vse znamo in to povezati na en tak način, da nam bo omogočil to boljše skupno življenje. Hvala lepa, jaz tukaj imam te pregovore izpisane, ne. Nihče ne ve vsega, vsak pa ve nekaj. Ali pa znanje je kot drevo kruhovca, nihče ga ne more objeti sam. In če bi se tega zavedali, ne? In še ta pregovor, ko si ti rekla, ta individualistični jaz, egoistični, sebični, narcisistični, ki je dostikrat negovan v tem svetu, misli, da se je svet z njim začel. Ne? Afričani pa pravijo, če želiš poznati konec, poglej na začetek. Na to, kar si ti rekla. Ne? Kaj je že narejeno? Kaj je tukaj? Od tukaj skupaj naprej. In umetnost, recimo, to zagotovo zna. Ja, prav ta, se pravi, zdaj živimo v neoliberalnih konstruktih, ne, kjer samo jaz, ne, jaz najbolj vem, jaz največ produciram, jaz največ zaslužim, jaz sem najbolj bogat. Ne. To so te tipične floskule od Elona Muska in potem poslušamo, kako je še on edini poslal v vesolje raketo. Ne. Zdaj, normalno pa je, ne, in tega se moramo danes zavedati, da v bistvu ta vedenje o tem, da nekdo ve več od tebe ali pa nekdo malo manj, je treba dati v nek mišljenjski vzorec sodelovanja, ne, participacije. V tem, da mi lahko neke stvari povezujemo, ker noben ne ve vsega. In takrat je treba najti tudi pri recimo samem vodenju neke inštitucije ali pa nekih večjih pogonov, če lahko tako rečem, je treba dati vsakmu tisto možnost, da se izrazi in da pove svoje mnenje in ga nekako poskušamo inkorporirati v neko skupno vodilo. Večjo sliko. Ja, večjo sliko in zaradi tega je pomembna ta participacija mišljenja in to o tem objemanju kruhovca. Ne. Normalno, da sam nekega velikega drevesa ne boš zaobjel nikakor, ne, niti pogledati ga ne boš mogel dobro, ampak ga moraš v bistvu z nekimi skupnimi močmi in z neko inteligenco, bom rekel, neko čustveno inteligenco, ki jo moraš nekako kreirati. Zato je čustvena inteligenca mogoče včasih še pomembnejša od inteligenčnega kvocienta v tem banalnem smislu, če lahko tako rečem, možganskem. Inteligenca srca, ne? Tako. In v bistvu ta knjiga v bistvu gleda na to in v bistvu na koncu še reče, da je to zelo dobro, če z neko ironijo, z nekim smehom, z nekim humorjem v bistvu presežemo. Ne? In na nek način v bistvu lahko se iz neke stvari, ki je še zelo, zelo težka, na prvi pogled v bistvu s tem ironičnim, humornim bolj kot ironičnim pristopom spremenimo, olajšamo in na ta način dosežemo tudi mogoče neko zaupanje med ljudmi. No, gremo k tretjemu nauku, ki pravi, postavimo se v kožo drugega. To je ta empatija, sočutje. Moram reči, da tukaj sem pa zelo uživala,
ker nas Ubuntu nenehoma spodbuja k prostovoljnemu delu. A ne? In recimo pravi knjiga, ne zgubljajte časa za čvekanje, za prazne pogovore, to je izgubljen čas. Ampak čas, ki ste ga podarili drugemu človeku, ki te takrat potrebuje, pa ni nikoli izgubljen čas. Tako da, ali bi ti še kaj o tej koži drugega? Jaz bi kar združila, ne? Ker izvoli. Četrti je odločimo se videti širšo sliko, tega, kar smo že naslovili. In peti, bodimo dostojni in spoštljivi do sebe in drugih. Ne? In pol pa še šesti dodamo lahko, no? Verjemimo v dobro vseh ljudi. Ne? In zdaj, če tele damo v en tak paket in v eno mašnico, recimo, dve stvari, ki sta meni tukaj nagovorili. Ena je predvsem ta razlika med tem, kaj pomeni biti sebičen, pa kaj pomeni biti spoštljiv do sebe. Samo spoštovanje, ja. In ker sem šla ravno čez obdobje bolezni tudi svoje v decembru, prvič zares, sem zelo razmišljala o tem spoštovanju do sebe in kako tudi tega ne znamo. Ne? In kako v tej knjigi lepo reče, če ti sam zase ne poskrbiš, da dobro ješ, da dovolj spiš, da se giblješ, da si v dobri družbi, da imaš duhovno in duševno hrano, umetnost, kulturo, vse to, potem tudi tej skupnosti ne moreš kaj dosti prispevati. Ne? In kako spet v tem našem svetu, ne, imaš kar, jaz zase lahko rečem, ne, kar malo slabo vest, a zdaj pa samo nekaj počivam pa berem. Jaz sem si recimo šele zdaj dovolila to, da nimam občutka, to je pa zguba časa. Ne. To vlaganje vase. Ne. Tako smo storilnostni. No, to se mi zdi tudi zelo pomembno tukaj, ker tako lahko potem v tej skupnosti si tudi razporedimo stvari in tle tudi lepo reče, da moramo znati prositi za pomoč. Ja. Ja. Zato se imamo. In danes smo prosili za pomoč in naj jo obe Blaž pripelje na lokacijo. Jaz sem mislila, da bom uspela priti sama z drugega konca Ljubljane, ali ni šlo. In pa sem rekla, dragi Blaž, Ubuntu uči. Prosim, ali me pripelješ? In ti si rekel, Blaž, ja seveda. Sem se vdahnila, ker nisem navajena, da ljudje takole rečejo, seveda, ni problema. Ja, v vsakdanjem življenju moramo to vaditi. To se mi zdi. Ja. In zato sem ti rekla hvala in ti bom še nekajkrat, ker se moramo znati pa tudi zahvaliti. Torej reči prosim in reči tudi hvala. Ja. No, to bomo vadili, hvala, Blaž. Zdaj pa sam še drugi del, no, ki se pa nanaša na to mojo vlogo v Bruslju, kjer predsedujem Evropski platformi za krožno gospodarstvo. Tam nas je 24 tovrstnih Ubuntu organizacij iz Evrope. In letos imamo eno delovno skupino, ki jo vodim na temo seveda networkov, se pravi mrež, in je zasnovana na knjigi, ki jo je napisala Nizozemka, gospa profesorica, ki je bila tudi ministrica nekoč na Nizozemskem, Jacqueline Kramer, in govori o moči public networks, se pravi javnih mrež povezovanja. Ne? In to, kar bom rekla, želimo doseči, je povezati te government networks, ki obstajajo, se pravi vladajoče strukture, na drugi strani pa vse to, kar je od spodaj navzgor, vse te neformalne strukture, ker verjamemo, da sam skupaj s sodelovanjem lahko pridemo do te spremembe. Ne? In fokus zdaj na teh neformalnih, tako imenovanih public networks, je v bistvu en Ubuntu. Tako da se vse lepo sestavlja. Ja. Kaj ti v tem času, v katerem zdaj živimo, ne bo več šlo od zgoraj navzdol, to se tudi vidi pri zdajšnjem upravljanju države, ampak tudi nas bo treba poslušati od spodaj navzgor, naše pobude upoštevati. Naš glas nekaj šteje in Ubuntu uči glas vsakega posameznika nekaj velja. In to mi je tako všeč in zato ga je treba slišati. In to je tudi knjiga, ki veliko piše o spravi, tako da mislim, da bi tudi te, ki skrbijo za spravo, morali prebrati knjigo Ubuntu. Pravi, ne bo sprave, dokler ne bomo slišali obeh ali pa še 3 in 4 strani, z vseh plati pričevanja, vseh udeleženih. Vsi imajo pravico spregovoriti o svoji resnici. In to so tako pretresljive zgodbe, kako so se te, ki so izvajali apartheid in črnci, te, ki so bili žrtve, zbližali
ko so poslušali drug drugega in njihova prepričanja, zakaj so to počeli, ker so ganljivo in seveda so se uspeli spraviti. Ne? Ja, to je res, ne, noter v tej knjigi je prav nekaj pričevanj, čisto osebnih, majhnih zgodb na nek način, ampak velikih po pomenu, ki v bistvu govorijo prav o tem, ne, kako v bistvu slišati enega drugega z neko svojo specifično izkušnjo, tudi recimo napad na neko žensko, ki je bila napadena strani 4 mladih oseb. Jasno se tukaj poraja takoj ideja o maščevalnosti, o tem, da kaj so mi naredili, kako je morali, v bistvu tudi neke travme. Ja, pa še posiljena mislim je bila. Ja, in potem pa v bistvu se ta ženska z 2 med njimi zbliža, jih začne razumeti, videti, iz katerega okolja so oni šli, zakaj so postali take, kakršni so, zakaj so v bistvu bili roparji in nadlegovalci in v bistvu maltretirali druge. V bistvu je izhajalo vse iz svojega, v bistvu začetka iz svojega življenja. Ne. In v bistvu se je ta ženska potem z njimi zbližala in jih kasneje tudi vključila v ta gibanja, ki pomagajo k spravnemu dejanju, k razumevanju z ljudmi in tako naprej. In na ta način v bistvu so vsi nekaj pridobili, kar je pa v bistvu zelo pomembna stvar. In takrat se vidi ta presežni napredek, če lahko tako rečem, ki pove nekaj drugega. Tako da po eni strani je pa ta knjiga tudi zanimiva, da ne govori samo o preteklosti. A ne? Ona govori tudi o tem, da ne smemo ponavljati istih vzorcev, a ne? Da ko gremo, ne vem, v službo, pa imamo mogoče kdaj po eni drugi poti. Se pravi, poglejmo še nekaj drugega, ne živeti v neki nostalgiji časa in prostora, kakor mi dostikrat rečemo, kako je bilo v stari Jugoslaviji, vse super, pa kako je bilo, zaradi tega, ker nostalgični spomini so velikokrat povezani z nekim sentimentom, a ne, in tako naprej. Z našimi mladimi leti. Tako. Ne, Kle pa govori prav, da je treba gledati naprej, ne, da je treba gledati danes in jutri, ne, in na ta način z oplajanjem nekih idej, sodelovanja in tudi jasno, kot smo že prej rekli, sočutja, poiskati tiste momente, ki so razvojni, ki nam dajo neko moč za prihodnost. Ja. Hvala lepa, Blaž, ker Ubuntu je tudi knjiga o osebnem in družbenem razvoju, a ne? Ker sta drug od drugega so odvisna, enega brez drugega ni. Zdaj smo to samo spoštovanje, mislim, da obdelali. 6. nauk pa pravi, verjemimo v dobro vseh ljudi. Vsak je dober človek, dokler mu res ne dokažejo, da ni. Dostikrat pa ljudje nastopajo ravno obratno, a ne? Ljudje so slabi, pokvarjeni, ni jim za zaupati, zdaj teorije zarote, ta je z Bill Gatesom povezan, un je z unim, ta, mislim, neverjetno, kot da bi vse Bill Gatesa osebno poznali in vse vedeli, s kom je povezan. Skratka, ker ne zaupajo, da so to dobri ljudje. Tukaj pa temelji ta družba na zaupanju, da so ljudje dobri in ne slabi. 7. nauk, to, kar smo že govorili, a ne, izberimo upanje. Ne, prazen optimizem, ta zunanja forma, ponavljanje mantra, da jaz sem krasna in čudovita in vse to, ne, to je nekaj nabuhlega, to ni isto kot upanje. In Desmond Tutu in Mandela in vsi, ki so tudi bili v zaporih, so rekli, verjeti v upanje kljub temu, da je okrog tema. Ne? Če ne prideš skozi. Je pa res, ne, da imajo zdaj v Južni Afriki, mogoče še ne toliko v Zimbabveju, pa predvsem veliko problemov belci, ki so ostali. Ne. Se pravi, te, katere zdaj maltretirajo, če tako rečemo, v narekovajih črnci. Se pravi, da se nimajo Ubuntuja v sebi. Ja, in se v bistvu ta zgodba lahko obrne. Ne. In poznamo tudi podobne probleme v Palestini, Izraelu in tako naprej. Se pravi, tisti, ki je bil nekoč spodaj, je potem obrnil svojo zgodbo. Ne. In prav Ubuntu, ne,
Se pravi, ta pristop v bistvu hoče spremeniti te stvari. Ja. 8. nauk. Iščimo načine, kako se povezati z drugimi. No, ti, Ladeja, si to mojstrica, ne, tega povezovanja, zato si v Bruslu vedno znova tako dobrodošla. Kakšen je pa čist tvoj konkreten način za to krožno gospodarstvo, da delaš za Čile, pa delaš za Črno Goro, pa delaš ne vem za koga vse. Kako pa ti povezuješ vse te ljudi? Ja, to sem tudi v tem času moje bolezni prišla do enega uvida, kaj je v bistvu ta neka moja kompetenca, ker se mi zdi tudi prav, da jih prepoznamo, ne, ker vsak mora svojo pol naprej gojiti. In sem ugotovila, da je to, spet lažje v angleščini rečem, nourishing networks. Beseda nourishing, se pravi negovati. Ker ugotovila sem, da kjerkoli sem, ne, recimo izdelam zdaj veliko z nordijskimi državami, Norveška in ostale, zdaj so se skupaj povezali tudi v Nordic Circular Hotspot, se pravi, vse nordijske države skupaj imajo zdaj koncept tega, kako udejanjiti krožno gospodarstvo. In lani sem bila veliko z njimi, ravno zdaj sem imela en intervju za njih, zato je še sveže v moje glavi, kaj so me sprašvali in kaj sem odgovarjala, ne. In recimo lani sem bila jaz na precej različnih dogodkih, konferencah na Norveškem, Švedskem, Nizozemskem, z Islandci sem sodelovala. In kar se je zgodilo, recimo v teh nordijskih državah, je bilo, da ko sem bila tam, sem jih poslušala in pa sem rekla, ampak a vi veste, da vaš kolega, ne vem, na ministrstvu je pa to razmišljal. Pa potem sem bila z enim podjetnikom, sem rekla, a vi veste, da v vaši zakonodaji, skratka, poslušala sem to, kar tukaj reče in samo prevajala, kaj kdo že dela. No, in prišla sem tudi na večerjo, imela sem govor in za njihovo prime ministrico sedela in tudi njej povedala, kaj sem slišala. Ne. No, in rezultat tega je recimo, ne mislim, da sem jaz to zanetla, ampak kot Ubuntu prav vsak da en delček, ne, da so se zdaj oni skupaj povezali in si razdelili med seboj svoje kompetence, kaj imajo Norvežani najboljšega, kaj imajo Finci, kaj imajo Švedi in grejo zdaj skupaj v recimo to preobrazbo. Latinska Amerika, delam z Čilom in z Brazilijo, podobno. Jaz nisem bila v nobeni od teh dveh držav, sem pa te ljudi srečevala. In spet, ko smo se pogovarjali, sem ta isto počela in so rekli, da mi tebe rabimo, zato ker ti nekaj narediš, da mi začnemo sodelovati. Ne? In jaz sodelujem pri obeh državah, ko delajo nacionalne dokumente za krožno gospodarstvo, zato ker negujem te njihove mreže, nič drugega. In potem ugotoviš, da je vsa neka tudi znanja, izkušnje od tega, kako smo mi v družini funkcionirali, ne? Vse to te zgradi v nekaj, da lahko nekaj takega daš. Ampak jaz nisem tega niti ozavestila, kaj je tisto, ker to ni ekspertno znanje. Seveda razumem določene stvari, ne? Ampak razumem človeško znanje. Celoto razumem, nisem pa ekspert za nobeno področje, ampak zato, ker imam celo sliko, ker tako pristopam in ker zaupajo, ker vzpostavljamo prostore zaupanja, lahko skupaj delujemo. In enako tle na Balkanu, ne, se nam lepe zgodbe dogajajo, v Črni Gori, v Srbiji recimo. Ne. Tako da se mi zdi to in tudi to, kar so me pa zdaj, ker zdaj pa sestavljamo nordijske države, pa Zahodni Balkan in so rekli, pa kako pa zdaj, zakaj se ti pa to zdi pametno? Se nekaj zaradi tega, ker so to tako različne kulture, ta nordijska temelji na transparentnosti in zaupanju. Oni imajo, mislim, ti lahko na Norveškem pogledaš plačo vsakega, ne javnega uslužbenca, slehernega. In njim na kraj pamet ne pade, da bi karkoli prikrivali, ali kaj, itak pa tudi vsi so tako dobro stoječi, da vejo, da bojo imeli pokojnino, skratka sploh ni eksistencialnega strahu. In je čisto ena druga družba, kot naprimer, če zdaj rečemo v Črni Gori, ne, situacija je zelo drugačna, ne, veliko korupcije, veliko vsega, ne, ampak hkrati pa so stvari, ki pa so tudi v eni Črni Gori in ena srčnost in ena kreativnost in nekaj, kar če bi uplemenili s tem, kar imajo recimo Nordici in obratno, lahko rojeva dobre stvari. No, in zdaj se pogovarjamo v bistvu na tej kulturni ravni, ne? Kjer je vrednote, kakšne različne kulture, kako to izmenjevati, da se Ubuntu zgodi. Čisti Ubuntu. Tako da, zato je bila meni ta knjiga taka čitanka. Blaž Pršinti kot direktor teh različnih galerij in zdaj še cukrarno obnavljate, ja tisti pa tudi en človek v Ubuntu, kako povezati vse te umetnike številne, ne, da sodelujejo, se vendarle umetniške duše so bolj samotarske, individualne, ne, ti možeš biti pa povezovalec, kako ti gre?
Ja, jaz v bistvu mislim, da je zelo važna ta neka medijacija. Ne? Se pravi, da si, jaz zase bolj rečem, da nisem kulturni menedžer, ampak medijator. V bistvu povezovalec. Tako je. In to je zelo pomembna stvar. In tudi ta projekt Cukrarne, ki ga zdaj pač načrtujemo, katere otvoritev predvidevamo jeseni, konec septembra, načrtujemo kot en tak multidisciplinarni prostor za sodobno umetnost, ki ga Ljubljana do zdaj še nima, to je ene vrste Kunsthale, ki pa bo v sebi vseboval tudi momente glasbene, talk shove, potem jasno, bomo še tam gostovali. performativne, če lahko tako rečem, zato ker danes so umetniške prakse tiste, katerih meje se zelo prepletajo, brišejo in v bistvu je zelo težko reči, da je to samo likovna umetnost, skulpture in slikarstvo, ampak so v bistvu različni mediji tukaj znotraj Si se tega. pa ti naučil tega povezovanja, poslušanja, Ne, veste, kje sem se sodelovanja? naučil? Veš, kje je? V bistvu sem veliko z umetniki živel. Ne? Pač moj oče je bil slikar, potem sem jih razumel, k njemu so prihajali različne generacije. Torej, rekel si besedo družina. Družina, ja. Ti si rekla besedo družina. In tale naša pisateljica Mungi v Ubuntu pravi družina. In moram reči, da se morda v tem svetu premalo zavedamo, koliko lahko družina da, ker te modeli, ki so v družini, lej, ti si jih srečal, vse te umetnike in to še naprej delaš. Mi smo se poslušali in tako srčkan kregali, ampak smo se slišali in ti to še naprej delaš. No, jaz kljub mojemu slabemu govorenju to delam še naprej. Zato, ker se mi zdi tako bistveno, da se povezujemo, pogovarjamo, slišimo in zares vidimo. Zdaj smo pri 9. nauku, moč odpuščanja, to si ti že povedal, so zgodbo, kako je pomembna. In v tej knjigi pravi, ni odpuščanje pomembno samo zato, da boste vi odpustili drugemu, ampak s tem boste sami največ pridobili. Ker zamera in maščevanje tebe razjeda, ne onega drugega človeka, ampak to je notranji rak lahko, če ne znaš odpustiti. Tako da odpuščanje, to se moramo tudi učiti. Poleg besed, kaj smo rekli, prosim, pelji me, hvala, ker si mi peljal, se moramo naučiti tudi reči večkrat oprosti. Oprosti, ampak to zares. Ne. Potem imamo sprejmimo različnost, o tem si Ladeja ti govorila, kako sodeluje zdaj nordijske države z Balkanom, pa če to ni nekaj fantastičnega, sem prav vesela, da bo prišla ta balkanska strast, ta ples, to kolo med tiste savne, pa to bo... To bo super in to bo igrivo in tako, ne? Ja, to je pa Ker tudi naslednje. pridemo do nav. Ja, to je nauk, da naj se igramo, naj se čim več smejemo, ker smejanje je najboljše za zdravo srce in tvoji Norvežani, Švedi in tako naprej se bodo od Balkancev naučili smejati sigurno. Absolutno. Če jim bo Đuro povedal kakšno zgodbo iz Bosne in bomo najbolj malo razložiti, ker ne bodo razumeli. Res je, da se ne razume, ne? To je čisto res. Ja, Ne? ne razumejo. No, Ampak mi česa ne razumemo. no, ampak se pa lahko učimo. In Ubuntu pravi, učite se, učite se, učite se, spoznavajte druge, vprašajte jih, če ne razumete. Tako da v tem je veličasten. Smejmo se, smo, a ne? Tale mi je tudi zelo všeč, 13. Zakaj so male stvari tako pomembne? Tako je zahodni človek orientiran na neke uspehe, neke velikega kariera, pa neka plača velika, pa velika hiša, to smo bili Slovenci, ne? Se nas je že malo popustil. Ni nas popustil velik avto. To recimo Skandinavci sploh ne razumejo, zakaj imamo take avtomobile. Ampak male stvari, Ladeja, kakšno malo stvar, pridodaj. Ja, meni se zdi spet nazaj v ta COVID čas, ne, da nam je pomagal.
zelo ugotoviti, kaj so sploh male stvari in kako so te male stvari pomembne. Ne. Jaz se spomnim tega prvega vala, ko sem odprla hladilnik in se nekaj, kaj imam jaz zdaj v tem hladilniku? Ne? In čisto drugače sem pogledala na tisto glavo solate in jabolka, in kar je bilo noter, ker nisem vedela, za koliko časa bo ta zaloga, ne? A bomo šli v trgovino, a bo kaj, ne? Ker to prvič nič nismo vedeli. Se pravi, čisto en drug odnos se mi je zbudil še dodatno, recimo do hrane. In zdaj, če pogledamo, kako se je nasploh spremenil naš prehranjevalni vzorec, koliko ljudi je začel kuhati, peči kruh doma, ne? To so neke male stvari, ki pa so pomembne, mislim, da ravno zaradi spremenjenega odnosa, da ne rečeš vse je samoumevno. Ravno male stvari niso samoumevne. Ne? Zdravje sploh kot vrednota je bilo vedno na vrhu, ne? V Sloveniji sploh smo bili na to zdravje, je bilo že zaskrbljujoče, ker kot se spomnim zadnja raziskava, ki jo je Mirjana Oletova delala med mladimi, nekaj let nazaj, je pokazala, da je na prvem mestu zdravje, kar je pa za mlade zaskrbljujoče. Ne? Zelo. Ja, no, tako da to zdravje, če ga seveda je vrednota, ampak te druge stvari, ne? Da rečeš, meni je pa pomembno, da lahko čas prebijem z nekom, ki ga imam rad. Prej je bilo to, grem lahko k babici, seveda, kadarkoli, zdaj ga ne moreš. Ne? Prijatelji, ne? Koliko nam to pomeni, koliko smo zdaj veseli, ne vem, ko se dobimo na zajtrku, pa se pogovarjamo, kakšen luksus je to. Ne? Tako da te stvari, mislim, da te male, da smo zdaj ozavestili, da so pomembne in da je to en začetek, spet ena dobra podstat. Ne? Ker z malim gradimo te družine, to, kar smo rekli, te prave vrednote in od tukaj naprej lahko sploh gremo. In ko to zavestiš, ko to pol še praznuješ, ko se ob tem smejiš, ker to se mi zdi, ne, ta humor, mislim, neprecenljivo, ne, da se znaš nasmejati in sprostiti in tako, in ugotoviš, da je v tem malem je lahko razkošje in da se imaš prekrasno in da si zato bogat. In ko se pogovarjamo spet s temi mojimi kolegi po svetu, ne, rečemo, zakaj smo bogati. Bogati smo, ker imamo to mrežo. Ker vemo, da smo vsi v eni čudni situaciji, nismo tle sami, ali pa gremo skozi stvari, sorodne, razmišljamo, kako bomo nekaj premostili. Nismo sami. Nismo sami. To je Ubuntu sporočilo. Nisi sam, nismo sami. Blaž, vseeno bom še tebe vprašala za kako malo stvar, da še moški glas pove, če je kaj malega. Ja, v bistvu, če se znaš res malih stvari razveseljevati, ne, to pomeni, da znaš iti nekam drugam, nekam naprej in da v bistvu si radoveden, če lahko tako rečemo, zaradi tega, ker si v bistvu prisoten z nekimi drugimi, ne samo temi megalomanskimi potezami, ki so v človeku dostikrat prisotne. Ampak moja mama mi je že rekla, ne, se moraš znati, če se malih stvari ne znaš razveseliti, velikih vreden nisi. Ja, dobro je povedala. To pa je pregovor Ubuntu in tudi slovenski pregovor. Zdaj smo še pri zadnjem 14. nauku. Naučimo se poslušati z namenom, da bomo res slišali. To je pa v bistvu ta stvar, ki jo pa mogoče pri nas ne znamo tako dobro artikulirati oziroma sploh spoznati in v bistvu udejanti. Se pravi, da moramo slišati drugega. In slišati to njegovo neko včasih tudi v nebo pijočo zahtevo, prošnjo ali pa kakorkoli in v bistvu biti nekako tudi solidaren do nekih pozicij, ki jih nujno potrebujemo. Ne. Tako da v bistvu politika bi morala slišati te navdihe, te klice in navdihe. Ne. Ker če se bo pač tako obnašala, bo v bistvu hmal izvenela in je ne bo dolgo več nazaj. Hvala lepa. Kaj bi pa ti rekla o poslušanju? Tudi spet iz tega mojega profesionalnega pogleda, ne, kako ni nič narobe, če imamo različne interese. In jaz vedno rečem, dajmo se usesti, pa dajmo te interese odkrito na mizo, tudi če so čist nasprotni. Ker nič ni s samim interesom narobe. Ker tudi tako smo bili malo vzgojeni, ne, ne, najprej imeti interes je že grozno, pa še različne skupaj, to je pa že vsega konc. Tle je začetek. In se mi zdi v tem, ne, da si dovolimo te interese izraziti, slišati, kaj je za tem, ne, kaj pa je tako. In potem se približevati. In to se mi zdi politika. Ne. In politika je nekaj lepega. Politika ni nekaj umazanega, grdega. To je sposobnost
ravno tega, ne, in to, kar je Blaž rekel, da se čuti mediatorja ali orkestratorja ali kuratorja, a ne, jaz politiko vidim kot tako in ko se pogovarjamo spet z temi mojimi kolegi, ne, je tudi odnos do politike v drugih državah in do politikov čist drug, ker tukaj pri nas se je to tako izrodilo, ne, in imamo neko negativno selekcijo v tej politiki, namesto da bi bilo to eno polje najvišje ravni enega dialoga, enega slišanja in enega skupnega soustvarjanja skupnosti, v kakršni hočemo živeti. In ko bomo prišli do tega, da bo to igrišče, jaz rečem ne bojišče, takrat bo Ubuntu zaživel. To je pa čudovit konec, torej poslušajmo se. Tudi v naslednjem srečanju v Švicariji, ki bo pa posvečen poeziji, ker februar je pač Prešernov praznik in Saša Pavšek je napisala novo knjigo poezije, čudovito, s katero bomo februarja, danes pa hvala lepa Ladeja Godina Košir, hvala lepa Blaž Peršin in hvala vam, ki nas spremljate, ki ste naši Ubuntu sopotniki. Hvala. Hvala, Manca, tudi tebi.